Več ali manj? Z Evo Cimbola. Več ali manj, tokrat z mano Rok Lunaček, frontman skupine Flirt. Zagotovo ga poznate kot pevca, če pa ne kot pevca, pa kot tistega, ki je napisal ogromno besedil tudi za druge izvajalce. Rok, živijo? Čau, zdravo. A imaš kaj treme, te kaj strah? V bistvu ne. Jaz imam tremo vedno, ampak strah me pa ni. To je bistvena razlika. To je res, to je res. Če vas zanima, kaj vse na Ekspresu pripravljamo, različne in drugačne vsebine, nas poiščite lahko tudi na YouTubu in da boste o vsem pravočasno obveščeni, vam zelo priporočam, da se naročite in pa da tam se veste, tam je en tak zvonček, kliknite gor, da vas bo opomnik spomnil, da je gor nova vsebina in ena od novih vsebin bo tudi tale, greva se igrco. Dajte zvončkljat. Skratka, a je ful narobe, ko se jaz takole malo guncam, ne? Ne. Ker sem živčen, mislim, ko imam tremo, imam vedno pol takole nekaj. Okay, v redu, Vse mogoče sem te ravno zaradi tega vprašala, če te kaj strah, ko vidim, kako se lepo vrtiš. Ja, super. Okay, v glavnem, nedolgo časa nazaj, torej preteklo leto, je skupina Flirt praznovala 25 let, torej četrt stoletja. Razprodani festival nismo delali. Takrat je bila razprodana festivalna. Letos pa cvetličarna prihaja. Zato se bova midva zdaj šla igrco glede številke 25. In za začetek bom zelo nežna. Okay. Doma imam več ali manj kot 25 kap ali klobukov. Manj kot 25. Ne, oziroma klobukov imam ful, ker sem jih po očetu podedoval, ampak jih ful slabš nosim. Ful nosim te šilt kapce večinoma. Ful imam pa rad bini kapce, ampak jih je ful težko dobiti. Tako da imam eno teto, ki šiva. Ja, deva reči, se več kot 25. Več ali manj kot 25 let sem sanjaril, da postanem slikar. Še zdaj sanjarim, v bistvu nisem rato slikar, sem pa ilustrator. V bistvu sem bil to, preden sem bil pevc, no. Ampak zaradi ločitve mojih staršev, da nam zdaj dolgočasen, sem šel v glasnost. Ker slikanje, takrat sem delal ogle, olje, tako pa sem šel tisar v karikaturo. Moj bratranc Cizar Lunaček je pa priznan ilustrator, sva skupaj začela. Ne. Več ali manj kot 25 minut na dan posvetim samo sebi. Zdaj, na kak način? Psihološko verjetno ker sem problem, ne? Ker se z muziko ukvarjam, tako, če pa sprašuješ fizično, pa mislim, da ne. Več ali manj kot 25krat na mesec se zbujam ob 5 zjutraj. Ja, absolutno. Jaz se zbujam skoraj vsak dan ob 5 zjutraj, celo prej. Pa ne zato, ker moram, ampak pač, ker je toliko veliko delam, da enostavno sem jutranji človek. No. Več ali manj kot 25 stvari v svoji preteklosti bi spremenil, če bi jih lahko? Ne bi spremenil teh stvari. V bistvu bi pravzaprav v resnici, ker razen ene fundamentalne stvari, ki sem res jo zajebil, ne bi pravzaprav ničesar kaj dosti spremenil. No. Pa je omembe vredna? Ne, te ne bom omenil, ker sem si moral kar dolg časa, da sem si oprostil. Bi pa recimo do staršev, očeta pokojnega, bi mu večkrat kaj lepega povedal, čeprav mi ni žal, jaz z njim zelo razčistila stvari in sva šla vsak svojo pot, on tja gor, jaz pa tle sem ostajam tako na zelo lep način. No. Tako da ni nobenih zamer, ampak vsekakor, veš, tisto, ko nekdo odide, rečeš, zakaj nisem šel še tisto nedeljo, ne vem, na palačinke, ampak verjetno je to smisel življenja, ker če bi vse vnaprej vedel, kako bi pa izgledal. Ne. To je ena stvar, ki nama je skupna, zato te zelo, zelo razumem, kako je pri teh zadevah. Več ali manj kot 25krat na dan pomislim na to, da je življenje lepo. Ja, drži. Mnogo večkrat kot 25krat. Ja. Več ali manj kot 25krat na mesec skuham kosilo. V bistvu iskren odgovor. Še 2-3 leta nazaj je to držalo, ker sem čisto vsak dan kuhal. Nisem fan tega, da jem zunaj. Kot prvo je to predrago, kot drugo je pa bolj kvalitetno doma, pa zelo rad kuham. In tudi pravijo, da dobro kuham, ampak zdaj enostavno nimam časa. Veliko ljudi reče tukaj na tem stavlu, da dobro kuhajo, dokler ne probam, ne vem. No, boš prišla. Menjeno, dogovorjeno. Več kot 25krat te bom povabil. Več ali manj kot 25 evrov na teden porabim za bedarije. Ne drži. Jaz zelo malo denarja porabim. Oziroma nasplošno zelo, nisem varčen, ful uživam v življenju, ampak ne porabljam pa stvari za bedarije. Več ali manj kot 25 pesmi, ki so bile narejene mimo grede. Večina jih je bilo mimo grede narejenih in te so najboljše. Več ali manj kot 25 glasbenih kolegov, ki jih globoko spoštujem. Previjav zdaj uro, zdaj te ena ura pa pol. Ustavila. Ne bo držalo. Ampak eno je spoštovati, eno je pa rad. Se pravi, ampak malo je te prave pristne ljubezni na sceni nasplošno, ne samo med glasbeniki, ampak
spoštovanja pa nosi kar nekaj ljudi. Ja. Več ali manj kot 25krat na leto si zavrtiš pesem Romeo in Julija. Ne, nikakor ne. Ne, ker sem tokrat že odigral, da mi čez ušesa leze. Ne, si pa zavrtim, recimo, imam kakšne skladbe, ki so manj znane, recimo ena pesem Samo ti, ki mi res veliko pomeni, ki je na redkih, ki jih lahko poslušam. Recimo 20 let nazaj ena skladba, ni 25, 20, je taka, da mi ne gre na živce, recimo. Ali pa ta nova Kometa, ker je pač nova, ne. Drugače pa svojih komadov glih ne. Več ali manj kot 25krat si bil v življenju ganjen, presenečen. Ganjen, dajva reči ganjen. Valjda sem bil več kot 25, kaj bi pa imel kot ceferin, kamen na mesto srca. Seveda, velikokrat sem ganjen nad takimi gestami, ne vem, vidiš, glih zadnjič so se, mislim, da predvčerajšnjem sem videl otročke, ko so se igrali in je ena punčka padla z nekim gumitvistom in je tako en fantek, ful manjši od nje prišel, pa je tako, a si v redu, pa je tako pobožal, veš, otroci, ko so čisti, pa je ona pa tako, kao, da pust me. Ne rabim pomoči. Ja, ne rabim, ja. Po žensko. Kako bo pogrešala take geste, ko je stara 25, ja. To je pa res, upam, da jo bo takrat spomnil na ta dogodek. Več ali manj kot 25 prejokanih dni v življenju. Ja, absolutno. Ko sem očeta zgubil, še danes se kdaj zjokam. Pa v končni fazi sem tudi tak saker na te romantične filme, pa ne pravim, da sem fan romantičnih filmov, ampak tako, recimo Gladiator, ko tam na koncu umrejo, in tako pa se kao delaš dec, pa pogledaš okrog sebe, veš, pa če še kdo joka, pa se tudi jokaš po moško. Ja, ne, sigurno, normalno. Tisti, ki te mečkan bolj poznamo, vemo, da si človek, ki ne zadržuje. Ki joka. In ki se lahko tudi kdaj zjoka. Sem smeral. Recimo, moram reči, recimo en film, jaz sem zelo velik film, ne vem, Shawshank Redemption, Kaznilnica od rešitve, če niste, pejte pogledat. Ko on na koncu pride, pa se reši iz unga zapora, po moje vedno jokam. Ali pa recimo Notebook, ko on nadveska pride. Pač to se prav skrajnosti, od romantičnih do resnih do tako naprej. Z Rokom je zelo zabavno verjetno gledati kakšne filme, si mislim, ker je treba imeti nujno robčke. Pravite vsaj 25 robcev. Več ali manj kot 25krat so ti glasbeni kolegi zavrnili besedilo. Ne. Kako suverene. Več ali manj kot 25 minut na dan posvetiš svoji ženi Viti. Kako več kot kaj? Več ali manj kot 25 minut na dan. Ja, valjda, halo. Drugače ne. Zdaj le kar pogledal, kaj si mogel pomisliti? Ne, kaj sem moral pomisliti, kako je bilo konstruirano vprašanje. Ali bo na dan, ali kaj drugače bi pač rekel, ja, a si več kot 25krat sam na dan, verjetno bi bilo, če ne bi tega, ja. Tricky question, ok. Več ali manj kot 25krat na teden pomislim, da je pop glasba veliko lažja, kot ustvarjati v obliki kantavtorja. Ni. To sem tako smislil. Dokler nisem se spet lotil pop forme. Pop forma je lahko hitro banalna, trivialna, celo neumna, ne? Ampak vrhunski pop delati je pa, se poznamo, Duran, Prince, ne vem, v končni fazi so tudi Joker Out pop band, jaz jih smatram kot pop, čeprav so rockerji. Pop forma je lahko zelo zahtevna. Če nočeš, da je za široke mase narediti, pri tem pa da ni neumna, je to nekaj najtežjega. Kantavtorstvo je pa samo po sebi namenjeno ožjemu krogu ljudi, mogoče samo 25 in je pač samo po sebi dopušča več neke ekspresije, s tem rata tudi bolj zahtevna, je bolj mogoče poetična forma, ampak to je namenjeno manjši populaciji. Zdaj pa, če bi ti to isto formo hotel spremeniti, naj bo to všečno 10,000 ljudem, je pa rata kar triki, ne? Več ali manj kot 25krat na mesec se razjeziš in povzdigneš glas. V zadnje pol leta je to res, drugače sem precej blag človek, ampak vedno bolj mi gre na živce neki, kako bi to zdaj, da nam, mazbeno smo se tokrat skregali v zadnje pol leta, pa tako ful iz ljubezni, ker nam to toliko pomeni, sploh ta cvetličarna imamo toliko z njo dela, da je pravno, pač rata smo na triggerju smo, no, ker smo toliko zmatrani. In je prav zadnjič mi Klemen rekel, ko ga vam zelo rad basist, rekel, nekaj sva vmes sva bila oba zmatrana, pa vam prav stari, jaz tam tokrat, jaz to tebe stari, ako me čakam, da gre tole mimo, zato mu lahko se naspal, ne. Kako je to pri moških enostavno, ne? Najprej poč, pa jaz te vam rad, jaz to tebe. Ja, ker pa ženske je puno, a je kaj narobe? Ne. Pustva, kako je pri ženskah, prav, dajva pustiti, ja, zdaj si ti gost. Samuel Lukas je tvoj dober prijatelj, več ali manj kot 25 let. Ne, ni. Manj kot 25 let. Se poznava se, kako se poznava, Semi ne vem, kako se poznava, ful dolg, toliko dolg, da sem pozabil, kako časa. Mogoče bo Semi povedal, ja. Ja, bo Semi povedal, ja. Helena Blagne me pokliče več kot 25krat na leto. Ne, nikakor ne. Ne. Več ali manj kot 25krat si popravljal besedilo zadnje pesmi Kometa. Kometa? Ja. Ne. Tekst je padel, pa sem pa en verz omenil.
En popravek. Ampak to je bil komad, ki je bil star že od koleživa dalje, se po več kaj en let. Ne? Ja. Več ali manj kot 25 minut bi potreboval, da napišeš verz z naslovom Eva Cimbola. Ne, seveda bom prej napisal to. Včeraj sem mi dal, kamorkoli prijem na kjerkoli radio, mi dajo nekih 5 besed, pa to in moram sestavljati tekste. In sem že malo utrujen od tega. In zato mu ne dajem tega izziva. Hvala lepa in zato imam več kot 25krat Borat Eva Cimbola. In zato bo več kot 25krat se potrudil v naslednjih dneh in napisal na Eva Cimbola pesem. Hecam se. Da bom delal tapete, kjer bo pisali Eva Cimbola. Okay. To bi bilo zelo bizarno. To bi bilo weird. Rok, hvala na še naslednjih 25 uspešnih, predvsem glasbeno uspešnih, ne nujno z bendom, ampak tako, da boš ti srečen in ti zadovoljen, pa tudi zasebno, ker vem, da znaš kar lepo uživati v trenutkih. Hvala, 25krat hvala. Čau.